še danes se spomnim prve Mazde 3. To je bilo ravno 10 let nazaj, 2 leti po začetku moje novinarske kariere v avtomobilizmu. In očitno sem čutil, da bo uspešnica, saj je danes to najbolj prodajan Mazdin avtomobil vseh časov. Torej, številka 3. Iz dežele vzhajajočega sonca je to zdaj že 3. generacija, tako da je tudi v imenu nekaj simbolike. Pa tudi prodali so jih 3,6 milijona do danes in dobili kar 136 takšnih in drugačnih nagrad, tako da ni bila všeč le kupcem. Na nadaljevanje tako uspešne zgodbe se je zato potrebno še posebej pripraviti. Mazda nas prepričuje, da se tokrat je pripravila. Seveda, najprej oblika. Po zelo uspešnem sprejemu nove Mazde 6, ki je dejansko eden najlepših velikoserijskih avtomobilov v tem trenutku, so Mazdini oblikovalci dobro vedeli, da tudi z novo trojko ne morejo brcniti v temo. Avtomobil izgleda privlačno, ker je pokrov motorja dolg, zadek dokaj kratek, od spredaj s temi lučmi in globoko masko sploh izgleda široko, tako na preži, tudi zadaj je podobna zgodba, če gre za bolje opremljeno različico z 2 izpušnjima CV-ma. Seveda ne bo samo izgled tisti, ki bo prodajal novo trojko. Je pa zelo pomembno, da je avtomobil kupcu všeč, da se lahko z njim izraža. Vidim, da je notranjost simpatična in ostaja malo športna. Ročica menjalnika je še vedno lepo blizu roke, zdaj vozim avtomatika, prej sem ročnega, ročna zavora pa je še vedno prava. Celo projekcijski zaslon ima po novem za najbolj pomembne informacije, vse ostalo pa se izpisuje tukaj na 7-palčnem zaslonu in upravlja tukaj s tem okroglim gumbom. Vidite, kako pri Mazdi vse skupaj zasnujejo na okroglih gumbih, da lahko z napravami upravljate slepo med vožnjo. To je bistveno boljša rešitev za varno vožnjo, kot pa gumbi na dotik, ki postajajo tako popularni v zadnjem času. Še bolj popularna pa postaja povezljivost in če nov avtomobil nima osnovnih načinov za povezovanje z vašim pametnim telefonom, ga veliko kupca niti povohalo ne bo. Ja, avtomobili res postajajo pravi računalniki na kolesih, toliko vsega že imajo notri. Mazda 3, na primer 2 USB-ja, pa internetno povezavo, preko katere lahko poslušate kar 40.000 radijskih postaj iz oblaka. Ne vem pa, kaj naj si mislim nad Mazdinim pristopom pri razvoju motorjev. Oni temu pravijo right sizing namesto downsizinga, torej primerne delovne prostornine namesto zmanjševanja. V bistvu so navdušen, da so šli v čisto drugo smer kot vsi ostali in se igrali predvsem s kompresijskim razmerjem. Tehnologije so združene pod imenom Sky Active in vas ne bom zdaj utrujal s pomenom vsega skupaj, verjetno je bolj zanimivo, kaj boste imeli na voljo in kakšni so prvi občutki. Kot rečeno, vsi ostali proizvajalci so se lotili zmanjševanja prostornine motorjev in uporabe turbopolnilnikov in vozniki smo se že kar navadili nad nenadnim prirastom moči, pri Mazdi pa je potrebno motor malo bolj zavrteti, če želite, da gre hitreje. Meni je to všeč, ker daje malo bolj športen občutek in motor lepše in bolj zvezno vleče skozi celotno območje vrtljajev. Pri Mazdi pa pravijo, da je v vsakodnevnih situacijah celo varčnejši od na papirju boljših. Prejle sem na primer peljal čisto nov bencinski 1,5-litrski agregat 100 konji. Seveda gre za osnovni motor v ponudbi, ki je čisto dovolj zmogljiv, na prvi vožnji pa je povprečno porabil okoli 6 litrov, tovarniško pa obljubljajo celo 5. Zelo lepo za bencinski motor. Večino časa pa se vozim s tem 2-litrskim agregatom 120 konji, ki naj bi bil najbolj prodajan in ki je dejansko odlična izbira z le malenkost večjo porabo. Vrh ponudbe predstavlja še močnejši motor 165 konji. Dizelski pa je samo eden, 2,2-litrski 150 konji, kar zna biti handicap za navdušence nad dizli, čeprav v večini vedno priporočamo bencinarje, ker se malo Slovencev vozi tako veliko, da bi se jim splačalo. Sploh zato, ker stanejo že ob nakupu 2000 evrov več. Osnovna Mazda 3 z 1,5-litrskim motorjem bo namreč pri nas stala malenkost manj kot 14.000 evrov, prodaja pa bo stekla konec oktobra. Premalo časa imam, da bi še naprej filozofiral, več povem, ko jo bomo imeli na testu. Je pa jasno, da gre za krasen avtomobil. Pa ne samo na izgled, res se dobro pelje. Buenos días. ¿Ah? Una cerveza, por favor. Sí. O, mačke. Malo so stare.